Kakšen je osnovni namen trodnevne konference Novi časi in novi modeli? Z mednarodno udeležbo, drugimi kulturnimi centri za strokovnjaki želimo izvleči tiste osnovne principe, ki dovoljujejo mešanje in sodelovanje javnega in zasebnega kulturnega sektorja z zelo specifičnim namenom. Radi bi naredili en tak hibridni model za upravljanje pekarne, ki bi naj po obnovi postala kulturni center namenjen neodvisni kulturi. Seveda na to obnovo še zaenkrat čakamo. Gospod župan je obljubil, da denar je pred kakšnim letom pa pol, tako da verjamemo, da ta obljuba bo izpolnjena. Trenutno pa želimo samo zaščititi tisto, kar je najbolj originalno, najbolj izvirno pri neodvisni kulturi in dobiti neke vrste stabilnost s pomočjo javnega sektorja. To sodelovanje je ponavadi bilo ne dovolj prakticirano, ampak mislim, da z dobro voljo na obeh straneh mislim, da nam bo uspelo. Po 3 dneh bomo kmalu vedeli. Kakšna je in bo vloga neodvisne kulture v procesu družbenega razvoja? Nič drugačna, kot je bila vedno, ko se je borila za svoje mesto, za svoj prostor in ko se je soočala s tistimi, ki so ta prostor omejevali, in to je bila običajno oblast. To se pravi, da je vloga neodvisne kulture znotraj družbenega razvoja zmeraj vezana na tisti, ki se ta boj gredo, in tisti, ki ta boj omogočajo ali ga vzpodbujajo. Če je ta dialog med enimi in drugimi konsistenten, odprt in fleksibilen, potem koristi enemu in drugemu. Se pravi neodvisni in tudi odvisni kulturi. Čeprav zagotovo velja, da odvisni smo vsi. Odvisni smo od časa in tudi od naših plasti preteklosti, ki nas pogojujejo tudi v tem trenutku. Ali kulturna ministrica zahaja v opere, galerije, muzeje ali se tudi kdaj rada oglasi v kakšnem neodvisnem kulturnem centru? Tako kot že takrat, ko nisem bila kulturna ministrica, sem zahajala v prostore, tako imenovane elitne, še raje in pogosteje tudi v ostale prostore, ki so jih ustvarili ali ki smo jih tvorili znotraj tako imenovane neodvisne ali ljubiteljske, to se pravi tiste kulture, ki dela z ljubeznijo, ali katerihkoli drugih prostorov, kjer je važna samo moč ekspresije in strasti in učinkov, strasti, ki so tam vidne in prezentirane. Tako da priznam, da včasih dajem prednost prostorom bolj, ki so manj vidni, manj uslišani, manj prepoznavni, kot nekemu parketu, ki prinese precej žarometov in veliko besed, mogoče pa manj dejanj.